Mi smo The Swing Tones in to je Radioaktivno. Ti si moje romantično mesto, v katerem se rad izgubim. Tvoje ulice polne skrivnosti, v tvojem parku rad posedim. Ti si moja najljubša kavarna, kjer vsak novi dan začnem. In kot mestna lučka v mraku zasvetiš, ko te prižgem. In v vsakem letnem času novo ulico spoznam. Ampak izmed vseh teh ulic le tvojo najraje imam. Glasba igra in kot tisoč zaljubljenih parov moja roka se s tvojo igra. Si kot jata zvedavih golobov, ki splaši jih najin korak. Si kot vrata na grajsko dvorišče, v katerem je najin vodnjak. In v vsakem letnem času novo ulico spoznam. Ampak izmed vseh teh ulic tvojo najraje imam. In v vsakem letnem času novo ulico spoznam. Ampak izmed vseh teh ulic tvojo najraje imam. Le tvojo najraje imam. Didam, didam, bum bum bum, baby baby, bum bum bum. Ti si moje romantično mesto ter The Swing Tones z albuma Lepe pesmi. Sebastian Lukovnjak pa je danes predstavnik The Swing Tones v oddaji Radioaktivno. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Bomo danes veliko plesali? Ja, bomo se kar zavrteli, no. Poslušalci se lahko mogoče, mi dva se ne bomo toliko najbrž, poslušalci pa se kar lahko vabljeni. Ste zasedba za ples? Ja, smo zasedba za ples, to pa smo, večinoma igramo na plesnih swing večerih, tudi v tujini veliko. Letos smo tudi povabljeni ponovno v Švico, v Bern, kjer smo že igrali in smo se imeli zelo fajn. Tudi v Avstriji dost imamo nastopov, pa tudi po Sloveniji krožimo na swing plesnih večerih. Tudi mednarodni swing festivali in podobne stvari, pa tudi na privatnih zabavah se zavrtijo ljudje na našo muziko. Ampak letos se je bolj slabo plesalo? Ja, letos se je bolj slabo plesalo, upam, da bo 2021 kaj lepšega nam prineslo.
Lepe pesme je vaš prvenec izšel že dobri 2 leti nazaj. Ja, je že 2 leti, hitro mine čas. Kaj reči, no, mislim, to je 10 let že obstajamo. Od 2010 se je kar nekajkrat menjala tudi zasedba, predvsem na bobnih. Takrat smo nekako nastali na pobudo swing plesnega društva Swing Brats iz Maribora, ki so začeli plesati ta swing, nekako bili pobudniki te swing revival scene, ki so jo prinesli iz Ljubljane in iz drugih mest, v Gradca tudi, pa iz Dunaja, kjer so malo večja središča, pa iz Zagreba. Tako da smo takrat nekako nastali na pobudo, da bi imeli swing plesni ansambl, ne. In smo se nekako glasbeniki, mariborski džezisti in malo manj džezisti združili in naredili en taki popularen swing ansambl z repertoarom tudi za ples, ne. Potem je od priredb in plesa prišlo tudi do avtorskega ustvarjanja in tukaj so potem lepe pesmi. Ja, nekako Oziroma plod tega so lepe pesmi. Ja, res je. Nekako smo začeli s priredbami takrat, 2010. Nekako smo tudi začeli tipati, kaj sploh to swing je, iz kot je nastal, kakšne zvrsti so. Smo ugotovili, da obstaja kar veliko zvrsti swing plesa, od hitrejših Charlestona do počasnejših Lindy Hopa, recimo to je taki middle tempo, pa tudi Balboa je en zelo hiter ples. Pa tako, no, različne zvrsti so, tako da tudi smo se dosti fokusirali takrat prav na hitrost, ne, oziroma tempo pesmi, od zelo počasnih do zelo hitrih, in smo nekako ugotovili, da tisti middle tempo imajo najrajši plesalci, oziroma to je najbolj popularen ples Lindy Hop. Ena pesem je tudi taka Lindy Paviljon, ki je namenjena oziroma posvetilo tej zvrsti plesa. Lindy Paviljon je eden izmed instrumentalov, ampak sedaj bomo zavrtela drugega, to bo Footsteps. Ja, Footsteps je pa tudi nastal, avtor melodije in glasbe je naš kitarist Matjaž Dajčar. Je pa ime zanimivo, je ime Footsteps. Smo imeli en instrumental in ga nismo znali poimenovati in smo prav na enem izmed festivalov mariborskih so plesalci izglasovali to ime pesmi, tako kot tudi naše ime, ne. To sem pozabil prej ti povedati. Naše ime The Swingtones so tudi izbrali plesalci. Nekako smo imeli eno izmed prvih večerov, nismo še imeli imena, pa smo tam igrali, pa so oni plesali, pa smo rekli, dajte nam, kako bi se mi imenovali, dajmo malo, bomo pol izbrali eno ime, pa so nam dali enih 30 predlogov, vsake eno ime dal. Med njimi so bile tudi take bolj poredne, ampak o tem kdaj drugič. In nekako smo The Swingtones zbrali, ker je tudi tako univerzalno, tudi recimo evropsko, ne, ime, in tudi ta Footsteps je dobil angleško ime zato, ker smo pač vse instrumentale smo potem poimenovali po angleško, zato ker so tudi mednarodno poslušljivi.
Footsteps in the Swing Tones. Sebastian, prej si dejal, da so vam ime izbrali poslušalce. Omenili ste tudi ta poredna imena, potem so taka, da je to bolj za nočni program? Recimo, ja, recimo. Pa dobro, vse so bila tudi smešna zraven, recimo Jejži je bila ena, ali pa kaj še, dosti je bilo takih, no, tudi neka poredna so bile. Ženski spolni organ je bil tudi zraven kakorkoli. Pa nekaj s plafonom, da se zalepimo na plafon, ko igramo, da se plesalci zalepijo na plafon, pa nekaj take, ja. Fajn, mislim, fajn družba so tudi bili, no, dosti smo tudi hodili skupaj na festivale, včasih so tudi prišli plesalci v kombi in so se peljali z nami na kakšen festival, pa je bilo še posebej veselo takrat. Če bi po imenu vaše zasedbe sklepali, bi to bil samo swing, ampak ko poslušamo album, pa vas tudi v videoposnetki vidimo, da je vaša glasba zmes vsega, vzetega iz preteklosti. Ja, mislim, nekako smo potem, v bistvu smo začeli kot kvartet, boben, bas, kitara in vokal, potem pa smo skozi leta tudi skozi ustvarjanje avtorskih komadov nekako videli, da smo začeli tudi nastopati na malo večjih odrih, pa smo se malo nerodno počutili, ko nas je bilo tako malo na odru, pa taki veliki oder, pa smo rekli, kaj bi še vse pasalo, ne, zraven. Najprej smo šli v en drugi ekstrem, v malo bolj akustično izvedbo, smo igrali s kontrabasom, pa z akustično kitaro, pa samo snare, boben, tisti drumlica, tako da smo lahko v bistvu kot neki potujoč band bili, da smo lahko hodili pa igrali. To je bilo tako tudi zelo zanimiva izkušnja. Aleš Vunjak je recimo takrat igral, ki ga bomo tudi slišali v Ločevalni dieti na bobnih. Potem pa smo šli tudi na večjo zasedbo, kjer so tudi bili zraven Tomaž Gajš na trobenti, pa predvsem Grega Zver na saksofonu, ki je potem nekako od 2015 do danes, do izida albuma pravzaprav, je bil stalni član in smo nekako v kvintetu največ igrali, no, nas 5, ne, torej tudi Jože Zadravec na bobnih, Matjaž Vertoš na kontrabasu, Matjaž Dajčar na kitari, jaz Sebastian Lukovnjak na vokalu in kitari, pa Grega Zver na saksofonu. Teh 5 se je potem smo v bistvu največ nastopali, tudi zaradi praktičnih razlogov. Vmes pa smo imeli tudi, no, nisem dokončal, z brass sekcijo oziroma z pihalci, saksofon, potem pozavna in pa trobenta, ne. To smo kar zbrali zelo močno zasedbo in smo taki kot mali big band. Nas je bilo 8, smo kar dosti nastopali tudi na velikih odrih. Taka zasedba dala potem bolj polni zvok. Ja, seveda, pa tudi pihalci so res slovenski priznani. Pihalci, Tomaž Gajšt na trobenti recimo, pa Grega Zver na saksofonu, pa na pozavni smo imeli tudi večjih, ampak Vič Gajner je recimo veliko igral z nami. Tako da to so res ljudje, ko res vejo, kaj delajo, pa naredijo tisto več, ne. Niso to pač eni, ko malo pihajo zraven, ampak potegnejo cel band za sabo, ne, in res naredijo gas, ko je treba. Tako da pri Taka kot si boste recimo slišali ta pod številko 6, en taki primer. Ampak naslednja bo tista, ki je primerna za vsako novoletno zaobljubo. Ločevalna dieta? Ja, Ločevalna dieta je pravzaprav res nastala po resnični zgodbi, nekako Matjaž Dajčar je enkrat to probal, pa mu je bilo tako zanimiva izkušnja, da je moral napisati pesem o tem, ne. Prvo smo sicer skupaj delala to besedilo, pa malo preurejala, ampak res je nastal en taki zabavna pesem, no. Vsi, ko so že kdaj bili na dieti, se bodo poistovetili, ne. Je pa tudi malo hudomušna, tako da prisluhnite. Nekoč sem srečal starca, ki bil je modro mož. Povedal mi je zgodbo in v njej izdal skrivnost. Veš, že dedek so svarili, kar poješ, to si. Podarjam ti recept, ki človeka prebudi. Že naslednje jutro pogledal sem na list. Le sadje naj uživa, kdor hoče biti čist. Jabolka, banane in nekaj suhih sliv, odlična so prehrana, ta dan bo zanimiv. Po uspešni sadni kuri je veleval moj seznam. Je jajca in meso, če hočeš biti močan.
Cvrtje je v ponvi, na mizi čaka sir, pražen jajček za povrhu, v želodcu je spet mir. Potem naslednje jutro šla kaplje je čez rob. Če hočeš energijo, danes jeleš krop. V popečen krompirček narežem koščke bučk, sezamom potresem, da okus ne bo prepust. Dan diete je kulinarični razvrat, sladkost življenja ti dal, oklikov bo hidrat. Testenice v makco, parmezana se vzdržim, zvečer pa s koščkom torte se nagradim. Včasih srečam koga in mi prisluhnit znam, povem mu svojo zgodbo in o njej izdam skrivnost. Veš, že dedek so svarili, kar poješ to si, podarjam ti recept, ki človeka prebudi. Mi smo The Swingtones in to je Radioaktivno. Rad bi ti kupil nov avto, hišo in še čoln, poslal ti šopekljivi, da tvoj dan bo popoln. Izpod mojih rok bo zate nastala najlepša slika, popoldne te odpeljem na sprehod v park, a te mika, nikoli več ne bom zamujal in grdo govori. Pospravil bom stvari z mize in posodo pomil, prišel bom pote v službo in peljal te na čaj, na počitnice te vzamem za 1. maj, ker vse skupaj ni nič, če nimam tebe. Vse skupaj ni nič, če tebe ni. In če tebe ni, življenje pusto je in prazno. Vse skupaj ni nič, če tebe ni. Čisto zares si najdem službo, že v naslednjih dneh. Kompromise bom naredil pri čisto vseh stvarih. Ko boš iskala koga za oporo, bom tam opozoril, te bom, kako škodljiv je aspartam. S tabo bom šel v drogerijo, po kremo za obraz, tudi za pomerjanje oblek si vzel bom čas. Za roko te bom zmeraj v javnosti prijel, če boš hotela nekaj, bom tudi jaz to hotel. Vse skupaj ni nič, če nimam tebe. Vse skupaj ni nič, če tebe ni. In če tebe ni, življenje pusto je in prazno. Vse skupaj ni nič, če tebe ni. Vse skupaj ni nič, če nimam tebe. Vse skupaj ni nič, če tebe ni. In če tebe ni, življenje pusto in prazno. Vse skupaj ni nič, če tebe ni. Vse skupaj ni nič, če nimam tebe. Vse skupaj ni nič, če tebe ni. In če tebe ni, življenje pusto in prazno. Vse skupaj ni nič, če tebe ni.
Vse skupaj ni nič, če nimam tebe. The Swingtones z albuma Lepe pesmi. Sebastian je z mano. Sebastian, še kaj grdo govoriš? Ja, to je en vers iz pesmi, vse skupaj ni nič. Zdaj si me kar dobil, ja. Ja, zdaj sem že nehal, ne. Zdaj sem se poročil, pa ne pijem več, pa ne kadim, pa nič takega. Pa otroke imam. Ampak dosti pa še to pesem pojem vedno, tako da je še nekaj ostalo. Sedaj moraš biti pazljiv pri izbiri besed, ko se pogovarjaš s tamalima dvema. Ja, ne smem več grdo govoriti, pa posodo moram pomivati, pa take stvari. Ja, vse skupaj ni nič, če nimam tebe, je res ena naših bolj uspešnih pesmi, bom rekel. Tudi ko gremo kam igrat, pa srečamo koga tak čisto random poslušalca, pa rečemo The Swingtones, reče, ja, pa zadnjič sem bil na eni poroki, pa sta imela to ženin pa nevesta za prvi ples. Pa smo čisto neverjetno, mislim, sploh nismo si kdaj predstavljali, da bo taki hit ta pesem, ne, tako da res je zlesla pod kožo, tudi vem, da tudi na radijih se veliko vrti, tako da je kar uspela, ja. Prej si že omenjal zasedbo, koliko se je ta spremenila od začetka do danes? Ja, na začetku smo imeli Bruno Domiter, je bil na bobnih, soustanovitelj, pa Matjaž Vertuš na basu, pa Matjaž Dajčar na kitari, pa jaz. Smo nekako bili ustanovni člani, kot kvartet, sem že povedal. Nina Korošak Sečič je bila potem naša druga bobnarka, ki je bila takrat od Brunota punca. Zdaj pa jo lahko slišimo v skupini Free Kind, ki dela zelo tako eno zanimivo glasbo. Tudi lahko poslušate, priporočam. Potem se je nekako nam pridružil Aleš Vunjak na bobnih, pa potem se nam pridružil Jože Zadravec, ki še je danes član. Potem pa je še prišel Grega Zver na saksofonu in potem smo še razširili to vse še na 2 pihalca. In tudi pri pesmi Nevaren mačkon, ki je napisal Matjaž Dajčar, naš kitarist, se to zelo dobro sliši. Juho razpustiva v eter? Kar dajva. Nevaren mačkon najraje zapleše na hiter Charleston. Podnevi leno na peči leži, šele v mraku se res prebudi. Po plesišču se namesti, postaja opreza, spet zunaj kadi. Nenadoma se zgane in roko poda in že z njim plesat je šla. Nevaren mačkon, mi to res nevaren je mačkon. Po plesišču se zvijata, oprate figure zvajata. Naslednje jutro se v mestu govori, da on res nevaren je mačkon. plesišču se namesti, postaja opreza, spet zunaj kadi. Nenadoma se zgane in roko poda in že z njim plesat je šla.
nevaren mačkon, mi to res nevaren je mačkon. Opročih, ki bi vse do svita, drug ob drugem se vrtita. Naslednje jutro se v mestu govori, da on res nevaren je mačkon. On res nevaren je mačkon. On res nevaren je mačkon. Sebastian, prej si omenil 10 let delovanja, pogledal sem v svojem arhivu in videl, da so se pogovarjala takrat, ko ste praznovali 5. obletnico, ko ste imeli veliko fešto. Ja, to je že bilo pa 5 let nazaj, 2015, ja. Takrat smo nekako bili zelo popularni, no, mogoče je bil takrat tisto vrh, ne, naše uspešnosti, takrat smo tudi šli na ta Little Big Band s Pihalci. Ja, naredili smo fešto ob 5. rojstnem dnevu naše skupine. Letos bi mogli narediti fešto za 10 let, ampak je žal ta situacija, vsem dobro znana, nam ni dovolila, tako da bomo najbrž 2021 naredili, upam, da 10. obletnico bomo eno leto preskočili, pa bo. V drugi polovici leta bo veliko glasbenikov in bendov praznovalo očitno v letošnjem letu. Ja. Ja, zdaj eno leto smo spustili, zdaj bo kar za 2 leti fešt, ne. In če pogledaš tako začetke in desetletje kasneje, ste zadovoljni v bendu, to, kar ste naredili? Ja, zelo smo zadovoljni. Mogoče nam je žal, da še nismo kakšne pesmi več posneli, ampak kot sem rekel, res dosti smo igrali, res smo bili dosti na poti in nekako ni bilo v prvem planu, da delamo avtorske muzike, ker smo imeli toliko špilov. Ampak zdaj je, kaj je, kakorkoli, CD pa smo naredili, tako da je to nek pregled vseh avtorskih pesmi, ki smo jih naredili. Mislim, da 1, 2 ali 3 so še, ampak nekako jih nismo vrstili. Šparamo nekaj še za drugi album. Ampak tudi to je velik preskok, da od benda, ki igra samo priredbe, potem začne avtorsko ustvarjati in nazadnje si izda osebno izkaznico z naslovom Lepe pesmi. Ja, mislim, zelo smo ponosni v skupini na to pesem. Res nam je, čeprav na začetku mogoče nismo toliko dali pomena temu, ampak potem, ko smo zdaj recimo leto 2 kasneje, ko primem to v roko, mi je res dosti pomeni ta CD-ka, no, ta album in tudi ostalim članom vem, da ni samo ena izmed nekih stvari, ampak res prava osebna izkaznica in lepe pesmi so gor, no. To lahko potrdimo, tudi naslednja bo lepa in sicer Taka kot si, misliš vedno le lepe misli? Ja, Taka kot si je tudi en naš večjih hitov. Na začetku smo ga posneli samo v akustični preobleki s trobento, tukaj na CD-ju pa smo naredili en prav veliki live session, ki igramo z celim oktetom, vseh 8 nas igra v živo, tako da tudi malo hitrejši tempo je, tako da se lahko zavrtijo poslušalci. Razkrijem ti vse, svojo srečo in krepenenja, kažem ti prav vse, zapišem si vse tvoje misli in drobne želje, zapomnim si prav vse. Ker sem zaljubljen, sem tak, da mislim le lepe misli in moj svet brez napak je še lepši s teboj. Rad bi, da veš, da si vihar v mojih jadrih, ker si taka kot si, sem tak.
Sem zaljubljen, sem tak, da mislim le lepe misli. In moj svet brez napak je še lepši s teboj. Rad bi, da veš, da si jar v mojih jadrih, ker si taka kot si, ker si taka kot si, ker si taka kot si, sem tak. Taka kot si, The Swing Tones z albuma Lepe pesmi. 11 lepih pesmi ste dali na album. Prej si že dejal, da materiala nekoliko več. To sem ugotovil tudi iz tistega prejšnjega intervjuja, ker tam mislim, da sta 2 skladbi, ki jih ni tukaj na albumu. Ja, zdaj ne vem, ker je 2 točno misliš, ampak je še enih par pesmi, ki niso nekako prišle v ožji zbor, ki smo jih posneli kar tako sproti med procesom. Mogoče še pa kdaj pridejo na plan. Če jih imaš ti, pa jih imamo mi tudi. Tako da, če koga zanima, nam lahko piše na info@swingtones.si pa se zmenimo za kaj več. Drugače pa ja, Lindy Paviljon je naslednja, ne, si rekel. A nisi jo še napovedal? Ne, ker imam še kaj za vprašati vmes. Aha, te pa kar izvoli. Namreč med temi 11 skladbami ste dali tudi 2 instrumentala, sem si zapisal. Ja, 2 instrumentalni sta, Footsteps in Lindy Paviljon. Oba sem že omenil. Lindy Paviljon je nekako, enkrat smo igrali tudi v mestnem parku, v Mariborskem, v paviljončku, kjer so plesalci plesali ta zelo njim ljubi Lindy Hop ples. To je ena zvrst swinga in nekako je potem Matjaž Vertuš tudi naredil video spot za ta pesem Lindy Paviljon in je nekako ostalo Lindy Paviljon kot neka sklopljenka, ki predstavlja nekaj lepega. Jo zavrtiva? Kar dajva.
Lindy Paviljon, The Swing Tones oddaji Radioaktivno. Če še gremo na album, vsega ste avtori sami, kdo skrbi za glasbo, kdo za besedila pri vas v bendu? Se kombinirate? Ja, nekako se kombiniramo. Največ pobud je mogoče prišlo iz strani Matjaža Dajčera, našega kitarista. Drugače pa tudi nekaj, skoraj polovico pesmi sem pa avtor glasbe jaz. Lahko bi celo rekel, da sem tudi večino besedil jaz napisal. Drugače pa tudi, če kaki gostujoči glasbenik pride, tudi on kaj doda, mogoče kaki del, smo zelo odprti za sodelovanja in za kake gostujoče glasbenike, tako da tudi kdaj kaki jam session naredimo, pa se kaka dobra ideja rodi. Besedila predvsem ljubezenska? Besedila so zelo po občutku, no, kako pride. Saj si slišal prej, Ločevalna dieta recimo je taka zelo zabavna, vse skupaj ni nič, je zelo taka malo hudomuštna, taka kot si je zelo ljubezenska, Mariborčan je zelo hecna, tako da bomo še prišla do tja. Ko si omenil Ločevalna dieta, da je tako bolj realna, ne? Lahko je tudi ljubezenska, do hrane. Ja, ljubezen do hrane, ali pa odrekanje hrane. Ste album zasnovali kot neko zgodbo od prve do zadnje skladbe ali tako kot samo zbir singlov? Ja, v bistvu smo naredili tako, ja, da ima neki rap in glavo. Cel album je najboljše ga poslušati od začetka do konca. Drugače pa so med različnimi obdobji nastale pesmi, tudi posnetki so iz različnih obdobij, mislim, da kar 4-5 let. Narazen so eni, ne. Ampak smo ga pa zasnovali tako, da ima neki rap in glavo, tako da dajte ga poslušati. Dajte ga tudi seveda kupiti, ne, pa ga poslušati od začetka do konca in je to. In potem bo sreča. In potem bo sreča in ljubezen in lepe pesmi. In sreča bo tudi naslednja? Ja, sreča bo tudi naslednja. Pri tej pesmi še moram povedati, da smo tudi sodelovali z enim zelo priznanim slovenskim violinistom, Petrom Ugrinom. To je sin od Petara Ugrina, odličnega trobentača, jugoslovanskega, slovenskega, kakorkoli. In Peter Ugrin je tudi posnel violino. V tej pesmi tudi nekaj nastopov smo imeli z njim v tistem akustičnem obdobju in je zelo poživil, no, tako da ga pozdravljamo. Sreča snikne melodija, pojavi se nenadoma, še sam ne vem, od kdaj sem njen. Vsak verz za njo je prepojen, prepreda vejce in pike. V rimah gnezdi kakor ptič, razpetih kril je nad menoj. Ta hip sem njen ves prerojen, daj dovoli, da se v tebi skli iz kave po me žikne ti, ušipne te, ko prerezan si in življenje se težko zdi. Zapel sem ti v svoji sreči, predramil tebi nje spomin, da še ti poskusil biti svoja sreča si. Še sam ne vem, od kdaj sem njen.
vsak verz za njo je prepojen. Prepreda vejce in pike, v rimah gnezdi kakor ptič, razpetih krilje nad menoj. Ta hip sem njen ves prerojen. Daj dovoli ji, da se v tebi skli iz kave pomežikne ti, uščipne te, ko prerezan si in življenje se težko zdi. Zapel sem ti o svoji sreči, predramil tebi ni spomin, da še ti poskusil biti svoja sreča si. The Swingtones vdaje radioaktivno, lepe pesmi, album, ki ga predstavljamo. Sebastian Lukovnjak je z mano. Če se ostaviva še pri obliki, na naslovnico ste dali samo kitaro in saksofon na zadnji strani. Kje pa so ostali člani benda? Ja, ta naslovnica je dober primer tega, kako mi delujemo. Zelo po občutku, tako da smo zelo taki pravi umetniki. Ne polagamo dosti na zunanjost, ampak bolj na občutke in na muziko. Damo največ, tako da ja, ni toliko, kaj je okrog, ampak kaj je notri. Kaj ti lepe pesmi delajo še drugi inštrumente, ne samo ta dva? Ja, res je. Ampak ja, kitara pa saksofon sta zelo pomembna, no. Lahko imate tudi sama koncert, ne. Bobni pa imajo težko sami koncert, razen za bobnarske ljubitelje. Kot sem malo prebiral na spletu, vidim, da je album naletel na dober odziv. Ja, dobre kritike so bile, predvsem zato, ker mislim, da zato, no, ker je glasbeno kar dovršen. Tudi sliši se, da je veliko truda vloženega. Posneto je vse v studiu Mad Jazz, to je studio od našega kitarista Matjaža Dajčara. Torej v bistvu v samo založbi smo snemali, oziroma v samo produkciji, ampak so stvari dodelane do konca, tako da je naletel na odličen odziv, ja, tudi pri kritikih in tudi pri poslušalcih. To se vidi potem tudi na promociji, oziroma se je videlo na promociji ter na raznih plesnih dogodkih. Ja, seveda. Mislim, mi smo že leta obvezno 5-6 teh komadov moramo obvezno igrati, drugače pride na koncu, ko je konec koncerta, pa rečejo, kdaj bo pa zadnja pesem. Tako da zadnja je ponavadi vse skupaj ni nič, tako da pride predvsem Anja, ena plesalka, pride skoraj na vsakem koncertu in reče, kdaj bo pa zadnja pesem. In potem se mi tako malo pogledamo in pač še zaigramo bis. Naslednja nosi polfrancoski naslov, vidim, da tudi francosko obvladaš. Ja, to je zelo zanimiva zgodba za to pesmijo Srce l'amour toujours. Besedilo sem napisal jaz, pa tudi en del glasbe. Drugače pa je to prvotno bila glasbena ideja Matjaža Dajčarja. Zanimivo je tudi, da je Matjaž mi včasih pošiljal kakšne njegove demote in je pisalo gor Sebastian pa številko zraven, ker je imel po številkah določeno, pa Sebastianu mora poslati, ne, pa recimo Sebastian 6, ne, ali pa Sebastian 11, pa mi je poslal celi lead sheet z notami, pa s posnetkom glasbe, pa sem jaz to tako malo zacumpral, napisal besedilo in potem večinoma, dostikrat se je tako kakšna lepa pesem rodila, recimo ta se je Srce l'amour toujours, ja. Tu je tudi pesem je bila izbrana na kompilacijo, imamo dobro glasbo, pa ne vem, katerega leta je bilo to. 2014. Val 202, imamo dobro glasbo v kompilaciji. Moram pa tudi še seveda povedati tu, da je bil štrajhi, mi rečemo v glasbenem žargonu, oziroma godalni trio posnet na začetku, ki ga je napisal tudi Matjaž Dajčar, ki je seveda odličen glasbenik, pa vse obvlada od snemanja do pisanja godalnih partov do delanja glasbe, res je multipraktik in prav gonilna sila te skupine, no. Žofi Klačman je igrala violončelo, Vesna Čobal violino, pa mislim, da še je več trackov na snetih, tako da
je to nekako potem zazvenelo na začetku te pesmi. Srce L'amour toujours pa je v bistvu zgodba o srcu, medenem srcu, ki ga je par v pesmi imel skupaj, sta si podarila en drugemu, potem pa ona iz tega para izstopila, oziroma sta se razšla in on zdaj poje temu srcu in pogreša njo in se sprehaja ob Dravi in tako naprej. Dajva poslušati. Skozi okno zrem srepo tiho noč, čakam na tvoj klic kot vsak večer. Kako pogledala si, ko si odšla, pravi mi, da ti je žal. Grem v bližnji par, da pozabim, da sva par, tiho spijem kavo in v dimu te pozabim. Blizu Drave si, popravim šal krni, poljubam tvojega, ki bi me grel. Še vedno pa je tu srce L'amour toujours, in dokler bo tu, te bom imel. Da pozabim, da sva par, tiho spijem kavo in v dimu te pozabim. Blizu Drave si, popravim šal krni, poljuba tvojega, ki bi me grel. Še vedno pa je tu srce L'amour toujours, in dokler bo tu, te bom imel. Sebastian, vidim, da ste v The Swing Tones še vedno stara šola, kajti imate spletno stran swingtones.si. Ja, seveda. Old school je vedno najboljše. Ja, mislim, smo stara šola, ja. Vse se vidi tudi po naslovnici, tako si že povedal. Pa nekako tudi ta plošček, CD plošček je v obliki vinilke narejen. Tako da nekako smo hoteli ta vintage moment ujeti iz tistih zlatih časov slovenske popevke in smo tudi naredili tak izdelek in celoten koncept je na tem delan, no, tako da si dobro ugotovil. Morda pa dobi še tisto pravo plastično obliko, vinilno, malo večjega formata, fizičnega. Ja, mogoče pa res, no. Mogoče bi mogli malo zagnati to pri naših poslušalcih, če bi na dober odziv naletelo, bi pa res mogoče se spustili v kaj takega, no. Kajti minutaža, kot vidim, je primerna dobrih 36 minut glasbe. Ja, to je nekako taki klasični, novodobni koncept med 30 in 45 minut se zdaj recimo delajo te CD-ke. Čeprav vemo, da je teh CD-k pa vedno manj, se mi zdi, no, teh albumov. Vedno več se dela. Kar je škoda, no, mi glasbeniki se zavedamo, da je nekaj, da primeš v roko en CD, zraven so tudi pesmi, pa druge stvari, ki spadajo k CD-ki, da imaš nekaj za v roko primeti, pa da nekam daš not, pa smo navajeni, no, tako si rekel, stara šola. Album je potem moč dobiti pri vas preko spletne strani? Preko spletne strani se da dobiti, mislim, da je tudi na spletnih platformah se da naročiti. Mislim, da je na Amazonu, pa na vseh streaming servisih, Spotifyju, iTunesih in ostalih. Lahko ga tudi kupite, seveda pa smo najbolj veseli, če direktno preko nas kupite v fizični obliki in
vam služi kot trajen spomin za oko in ušesa. Lahko pa si tudi poslušalci na spletni strani ogledajo video posnetke, imate kar veliko tega materiala. Ja, res je. Skoraj za vse pesmi smo naredili tudi video spot. Večino teh v veliki meri jih je posnel tudi, ali pa bil soavtor Matjaž Verštuš, naš kontrabasist, ki je tudi odličen snemalec in videograf in fotograf. Same multipraktike imamo, ne, v skupini. Je fajn tako delati, ja. Tako da, dosti nam je tudi prihranilo denarja, no. To, ko smo sami snemali videospote, pa muziko, da sam snemaš, to so drugače zelo drage stvari. Tudi za album smo dali kar veliko, ampak smo nekako ostali pri nizkih stroških, smo želeli tako, ja, independent narediti. Predzadnja bo Dan za zaljubit. Ja, Dan za zaljubit pa je ena izmed mojih avtorskih skladb, ki je tudi že kar nekaj let stara, ampak smo jo z Matjažem Dajčerom malo preuredila, malo zmodernizirala. Tudi kar nekaj kitar sva nasnela gor, pa si vzela 2 dni, smo bila v studio, pa smo jo malo šrofala. Pa smo se zelo fajn imela, tudi en smeh se sliši, če bodo poslušalci zelo pozorni, se sliši tudi smeh, kako se smejima, pa je Matjaž pustil to not v tejku in v pesmi se sliši. Tako da lep čas je tudi ko mi poslušamo, se spomnimo na vse to, kako smo snemali, pa kako smo se imeli fajn, pa kako se še imamo fajn, pa kako smo srečni, da lahko to delamo, kaj si želimo, v bistvu, kar nas osrečuje in izpopolnjuje, in mislim, da to tudi dobro predajamo na poslušalce. Bil je lep dan, sonce je prišlo na plan, sprehajala sva se po obali, žegali so se smejali. Ko sem te prijel za roko, si mi rekla, kako je lepo, in ko sem te strastno poljubil, zakričala si na glas. To je lep dan, dan za zaljubit, lep dan in nisi zaspan. Lep dan, dan za zaljubit, daj odletiva stran. Bil je lep dan, sonce ti je požalo dlan, veter sva v laseh imela, od ljubezni sva letela, gradove v pesku sva gradila, kokosovo mleko pila, ko si skočila v objemi, ves presrečen sem zaupil. To je lep dan, dan za zaljubit, lep dan in nisem zaspan. Lep dan, dan za zaljubit, naj odletiva stran. Večer so gola, mesečini, plavala na otok Luapini. Tam sva bila sok ljubezni do jutranjih ur. Bil je lep dan, bil je lep dan, bil je lep dan. To je lep dan, dan za zaljubit, lep dan in nisem zaspan. Lep dan, dan za zaljubit, naj odletiva stran. To je lep dan,
Dan za zaljubiti in The Swing Tones. Sebastian, za konec tega pogovora, vemo, v kakšnem času smo, ampak vseeno, verjetno v zasedbi imate neke izzive, cilje. Ja, cilji so, da preživimo, ne? To je prvi cilj, ne, malo se hecam. V skupini smo vsi, pri Swing Tonesih smo vsi na hece, tako da ne čakamo na sodni dan, pa nas ni preveč strah, tako da mi bi samo radi igrali, pa delali to, kaj imamo radi, pa osrečevali tiste, ki imajo radi dobro muziko, pa našo muziko, pa ki radi plešejo, pa ki delajo na Radio Prlek, pa tak naprej. Imate kaj novega materiala že mogoče? Ja, prej sem rekel, da imamo nekaj pesmi še na lagerju, nekaj demotov imamo tudi že, tako da bomo v prihodnje vse obveščali na naši strani www.swingtones.si. Pa družabnih omrežjih. Pa družabnih omrežjih, tam smo pa še bolj aktivni, ja. Poleg tega pa tudi ti, kdaj kaj sam zapoješ, mimo tvojih bendov? Ja, tudi. Zdaj sem pred kratkim sem eno pesem izdal, ta noč, tudi takrat smo se pogovarjala. Mislim, fajn mi je, no, da različne stvari delati. Sploh ta noč je bila recimo zdaj v decembrskem času, v času karantene, ko smo vsi malo bili bolj na off, smo imeli malo več časa, potem pridejo te pesmi iz predalov na plano in oživijo in dobijo svojo zgodbo in življenje. Tako da ja, to je to. Še eno pa bova zavrtela z lepih pesmi, to bo Mariborčan. Si to ti? Mariborčan je v bistvu ena pesem, ki smo jo naredili prav in posebej za znani Maribor Swing Festival, ki zdaj že kar nekaj let uspešno poteka vsakega maja v letu. Lani je že odpadel, oziroma 2020 je odpadel. Upamo, da bo 2021. Tudi veliko tujcev prihaja na ta festival, je zelo popularen. In eno leto smo takrat je bil Grega Bohinc, predsednik društva, je rekel, zdaj vse smo že naredili, ne? Nismo pa še naredili prav koreografije od Mariborskega Swing Festivala, da bi imel svojo pesem pa svojo koreografijo, ne? In smo se lotili in smo naredili, mi smo naredili komad za Swing Tonesi, malo bolj taki zabavn naš pas. Oni pa so naredili koreografijo prav po besedilo in smo skupaj delali, koreografija in besedilo naenkrat prav, kot se je takrat delalo pred 100 leti. Tako da smo tudi na to zelo ponosni, no. Mariborčan je pa taka zabavna pesem, no. Paše čisto za na konec. Mogoče je to 10 lepih pesmi plus Mariborčan, bi jaz rekel. Ker Mariborčan kar štrli ven, ker je taka špasna pesem, no. Tako da fajn zaključuje, da ni vse samo črno in belo, ampak je tudi lahko zabavno in tudi potem 20 leto paše nekaj, da se malo sprostimo, pa se nasmejimo, pa zremo svetlo v prihodnost. Da vidimo še nekaj barvnega, ni samo črno-belega. No, to sem mislil reči. Skladbo spuščamo za konec tega pogovora. Sebastian, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno z lepimi pesmi ter uspešno in delovno naprej. Hvala za povabilo, Boštjan, in hvala za predstavitev. Pozdravljam vse iz našega benda The Swing Tones, ki zdaj poslušajo, in pa seveda vse vaše poslušalce na Radio Prlek, in želim vam lepo 2021. Pesem s petami svojimi krešem, v ulici Poštni zaplešem s plesalko, Suzi, ki jo narediva pred kalko. Dobim se pri Kodžaku s dobrim kolegom, plešemo šortija pod Mirskim bregom. Na Kalvarijo šibamo, da vidimo naše, pri fontani delamo, kaj nam paše. Tik-tak, šubidu-apam, tik-tak, tubidu-bam, tik-tak, šubidu-apam, la-la-la-la. Čakam na avtobusni postaji, naredimo brat, pristanem v ograji. Nič mi ni jasno, naprej se odpravim, pri follow dolog si komaj hlače popravim. Na Lentu z labodi plešemo lindi, oblečeni vintage smo, bolj cool kot indi. Na starem mostu naredimo shake, pazi, da ne boš plesal, ko je prej. Tik-tak,
Shubidu-wapam, tik-tak, shubidu-bam, tik-tak, shubidu-wapam. Tik-tak, shubidu-wapam, tik-tak, shubidu-bam, tik-tak, shubidu-bibapam, bim, la 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 la. Mi smo The Swing Tones in to je radioaktivno.